prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: mir vam bodi. Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: prejmite Svetega Duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Tomaža, enega izmed 12, ki se imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: Gospoda smo videli. On pa jim je rekel: če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval. Čez 8 dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: mir vam bodi. Potem je rekel Tomažu: položi svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in jo položi v mojo stran. In ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž mu je odgovoril in rekel: moj Gospod in moj Bog. Jezus mu je rekel: ker si me videl, veruješ. Blago tistim, ki niso videli, pa verujejo. Jezus je vpričal svojih učencev, storil še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi. Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji sin, in da bi s tem, da verujete, imeli življenje v njegovem imenu. To je Kristusov evangelij. Praznik Božjega usmiljenja zajame kar dogodka 2 tednov, na veliko noč proti večeru in potem na današnjo nedeljo, ki je teden po veliki noči, tudi proti večeru. Ko sem slišal še eno dodatno razlago o apostolu Tomažu, mi je ta možakar še bolj blizu pa všeč. Namreč ena od razlag pravi: zjutraj na veliko noč se učenci niso upali nikamor, so šle pa zato žene v grobu, seveda poskrbeti za dostojni pogreb, in ob tem so bile presenečene, prazen grob, sporočilo angelov, in so šle povedati učencem. Oba sta res tekla, Janez pa Peter, pogledati, če je to res. Vsi so zvedeli, da je grob prazen. In en od razlag pravi: apostol Tomaž je hotel v resnici priti do dna. In je šel takoj od doma, a je šel v grobu, ne vemo, ampak iskat je šel Jezusovo telo. Če ga ni v grobu, mora biti drugod. In pravi izročilo celo tako, da je šel spraševati odgovorne za stražo in stražarje, kje je Jezusovo telo. Če ga ni v grobu, mora biti nekje drugod. Če je pa vstal od mrtvih, potem ga on pa srečal. In je toliko časa na veliko noč iskal Jezusa, njegovo telo, da je bil prepozen doma. Jezus je prišel k učencem
10 jih je bilo, Tomaža ni bilo zraven, ker je on iskal. In to je človeško iskanje. Kaj je vložil ene moči, pa energije, pa sposobnosti, tudi poguma, ker drugi so bili lepo zaklenjeni na varnem, koliko se lahko varno špiro. In ko je slišal za dogodke pozno popoldne proti večeru, da jih je Jezus obiskal, da jih je pozdravil s pozdravom mir vam bodi, je 3 pogoje postavil. Rekel, prvi pogoj je, da ga vidim in to rade. Druga stvar, ni zadostno, da samo vidim, da bom potipal s prstom. In še tretja stvar, da ne bo to samo tako približno, roko prav na njegovo stran, to je pa res velika rana. To je pa oren podprtina. 3 pogoje. In cel teden se ni zgodilo nič. Kaj je počel Tomaž tisti teden, ne vemo. Ampak bil je pa potem na to nedeljo, ki smo danes zbrali skupaj, Jezus pride in vse človeške pogoje sprejme. Ko Bog sprejme naše človeške pogoje, to, kar mi rečemo, tako mora biti, mi bomo povedali, kaj bo potrditev za Jezusovo vstajenje. Človek reče, če bo tako, potem pa je res. In je rekel Tomažu, poglej, potipli, daj roko. In veste, kaj me presenetilo? Vedno, ko so se srečevali ljudje z Jezusom, so rekli učenik, rabuni, tako je Marija Magdalena imenovana. Ko pa sreča Tomaž Jezusa, pa reče 2 besedi, moj Gospod, moj Bog. Kako da noben prej ne reče moj Bog, učitelj, Gospod še, Mesija. Ali ni to presežek besede pri apostolu Tomažu, ko reče moj Gospod, s to besedo reče odrešenik, ti me odrešuješ, ti si usmiljen z menoj, mi odpuščaš in moj Bog, v tebi je življenje, življenje, ki se ne neka, živim v tebi. Edini od apostolov s takim nazivom, moj Gospod in moj Bog. Kakšna vera v tem človeku, kakšna moč. In ko smo slišali evangelij, Jezus pride in pokaže roke, rane namreč na rokah. Veste, kako me spominja, vas vabim tudi, kdaj nastopite v župnijsko cerkev na Brezovico. Ta velikonočna smreka, ki ima to belo blago. Kot da bi bile te Jezusove roke spuščene od Boga samega k nam na zemljo, da kaže, glej, Božje usmiljenje prihaja k tebi, ki tukaj na svetu živiš, ki si v dvomu, iščeš, hočeš dokaze, pa se ne zgodijo, pa čakaš en dan, cel teden, lahko celo več. Kot te 2 žarka, ki prihajata na naš svet, to Božje usmiljenje. In na našem velikonočnem drevesu na Brezovici ta belina od vrha smreke do tal. In zopet ta upodobitev usmiljenega Jezusa, narisana po pripovedovanju, ampak osrednja stvar na tej upodobitvi sta zopet 2 žarka iz Jezusovega srca. Tukaj pa eden bele barve, drugi rdeče barve. Bela barva, ki je kot barva svetosti, lahko bi rekli barva krstne vode, ki nas očiščuje. Sveti krstni sakrament usmiljenja, ki nam Bog odpusti vse grehe, sprejme k sebi. In sveti krst je najbližje tudi k sveti spovedi, ki nas tudi očiščuje. In ta žarek bele barve je kot tista voda očiščenja, ker je Bog usmiljen z menoj, ki mi odpušča, pa to znova in znova. Drugi žarek je rdeče barve, ki je lahko znamenje krvi, z Jezusovim trpljenjem, smrtjo je prišlo odrešenje, v katerem se kaže usmiljenje Boga,
Ta rdeči žarek je lahko tudi znamenje ljubezni, ker Božja ljubezen izhaja iz njegovega usmiljenja. Brez usmiljenja ne pride do ljubezni, tudi ne med nami. Kakšna lepa podobitev teh dveh žarkov na tej podobi usmiljenega Jezusa z našim znamenjem velike noči, lahko bi rekli velikonočnim drevesom, smreko, ki je od Jezusovega rojstva. Jezus se je rodil zato, da bi umrl za nas. Zato, da bi nam pokazal, ker moramo videti pa svoje potipati, da je vstal od mrtvih. In kot je drevo znamenje življenja, tako je tudi velika noč in tudi usmiljenje Boga, znamenje življenja. Brez usmiljenja Boga do nas s prispevkom umekov človek preživi. Ne bo šlo. Samo Božje usmiljenje lahko reši človeka, ker človek se sam od sebe ne more. Marsikaj lahko naredi, marsikaj lahko spremenimo, ampak dokončno odpuščanje je pa po Božjem usmiljenju. In vam želim, da bi današnji praznik, nedelja Božjega usmiljenja, res ostal v globini življenja v tem, da bi vedno znova, lahko tudi tako kot apostol Tomaž, prihajali kar včasih z zahtevo. A veste, da Bog nas v svojem usmiljenju tako sprejema, da tudi naše zahteve sprejema. Zato, ker tudi po naših zahtevah prihaja do nas, ker Bogu, če upošteva naše zahteve, nič ne bo oduzeto. Nam bo veliko dano. In naj bo ob tej Božji besedi in na današnji praznik tudi ta misel, če je Bog z menoj usmiljen, sem tudi sam poklican k temu. K usmiljenju v naših odnosih, ker nobeden človek ni popoln. V usmiljenju takrat, ko pri drugem človeku vidim slabe stvari, ki me motijo. V usmiljenju, ko res zaupno lahko prosim za drugega človeka, da bi bil boljši. Ali ni to neko lepo življenje kristjana, da lahko ob tem, da čutim usmiljenje Boga do mene, tudi sam živim usmiljenje do drugega. Zato vas tudi vabim, da skupaj izpovemo vero. Ljubje enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebesa in zemlje, strpilnih in velikih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen med vsemi veliki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen in ustvarjen, enega Krista z očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel z nebes in se odresil po svetem duhu, iz Marije Device in postal človek, bil je tudi gledan za nas, od Poncija Pilata pretrpel in bil gor položen in tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve, in njegovemu prvenstvu ne bo konca, in v svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, izhaja z Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki govori po prerokih in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznava in krst odpuščanje grehov in pričakuje vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Jezus Kristus po svojem vstajenju
prinaša ljudem mir, zato ga prosimo. Naj nas prevzame velikonočno znamenilo, ki spodbuja k polnejšemu in lepšemu življenju. Prosimo, da usliši nas. Naj nas zvestova evangeliju usposablja za odgovornost v dobro naše domovine. Prosimo, da usliši nas. Naj tvoje usmiljenje okrepi vero vsem, ki iskreno iščejo resnico. Prosimo, da usliši nas. Naj se vsi, ki so zašli, vrnejo v občestvo cerkve in začutijo po nas Božjo bližino. Prosimo, da usliši nas. Naj pokojni, ki so zaupali v tvoje usmiljenje, v večnosti uživajo tvojo slavo. Prosimo, da usliši nas. Gospod Jezus Kristus, razjasni nam pogled, da te bomo spoznavali in nad vse ljubili v bratih in sestrah, ki živiš in kraljuješ vekomaj.